Dober večer. Moja današnja tema je spoštovanje življenja in pravice, ki izvirajo iz življenja. Prejšnjo nedeljo je samo 41% ljudi v Sloveniji odšlo na volišče. Za mene je bilo zelo pomembno, da sem odšla. Zato, ker sem čutila, da vprašanje glede evtanazije je bilo za mene tako zelo pomembno. In želela sem dati svoj glas proti evtanaziji. In sem ga seveda tudi dala. Vendar, kakor trdijo tisti, ki so šteli glasove, in če jim verjamemo, da so korektni, pošteni, da so pravilno šteli, ker ni bilo kontrole. Mi volivci nismo bili na en način seznanjeni, na način, kako so šteli. In če so te številke, katere so prešteli, resnično točne. Trdijo, da je 22% ljudi, ki so volili oziroma izpolnjevali listek, referendum glede evtanazije, da so se zavzeli za evtanazijo. 22% ljudi naj bi spodbujali, se strinjali z umorom oziroma za pomoč pri samomoru. Jaz osebno tega ne verjamem. Res ne verjamem. Poleg tega v naši ustavi je točno zapisano, da je življenje nedotakljivo. Tudi svetopismo o tem govori: ne ubijaj. Tudi Evropska deklaracija o človeških pravicah se zavzema za dostojanstvo življenja in za zaščito življenja. Kako je sploh lahko prišlo do tega referenduma, se moja duša sprašuje. Kako? Zakaj? Saj imamo listine, v katerih točno piše, da se naj vsi zavzemamo za življenje. Prav vsi. Človeško življenje je zelo dragoceno, sveto, nedotakljivo. In spoštovati ga moramo, svojega in od vseh bližnjih. Kdorkoli krši to zapoved, zaradi kakršnih koli razlogov, sodeluje pri umorih. In to je kaznivo dejanje. Zelo kaznivo dejanje. Zato jaz osebno in upam, da še marsikdo izmed vas, strogo prepovedujem, da bi se uzakonilo ta nečloveški način, ta nezakonit način odhoda iz zemeljskega življenja. Pa verjamem, da nisem sama. Veliko nas je, ki ljubimo življenje. Veliko nas je, ki spoštujemo življenje. In zato se zavzemam, da tega zakona o evtanaziji Slovenija ne sme sprejeti, niti ne odločati več o tem, ker je proti ustavi, ker je proti evropskim konvencijam o človeških pravicah in nenazadnje tudi kršitev vseh zapovedi
božjih, ki so zapisane v Svetem pismu. Ljudje grejo v zapor, če ukradejo v trgovini 1 kilo kruha. Ja, kraja je prepovedana, kaznivo dejanje. Kdorkoli bo sodeloval in je sodeloval pri tem referendumu glede evtanazije, pa naj se zaveda, da je to tudi kaznivo dejanje. Vsako nagovarjanje k evtanaziji je nezakonito dejanje in ne smemo to dovoliti. Ta zakon ne sme priti v veljavo pod nobenim pogojem, ker se kršijo resnično človeške pravice. Spodbujati ljudi, da obupajo nad življenjem, je kaznivo dejanje. Evangelij je radostna vest. Evangelij govori, da je življenje sveto in da, če se odločimo za življenje, se dogajajo čudeži. Pa bom prosila Mihaela, ker sem pripravila Sveto pismo, Psalam 50. poglavje, 15. vrstica. Če je samo 15. vrstico, lepo prosim, Mihael, prebereš. A to 50. psalam? Ja, 15. vrstica. Ja, in kliči me ob dnevu stiske, rešil te bom in me boš častil. Hvala lepa. Ob dnevu stiske lahko pokličemo našega stvarnika, ki nam je dal življenje in rešil nas bo. Ne tako, da nam dovoli samomor, da dovoli drugim, da pomagajo ljudem, ki so obupali nad življenjem, da naredijo samomor, oziroma da dovolijo, da jih dobesedno umorijo. Bog je življenje, Bog je ljubezen, Bog je vsemogočen. In kdor prosi Boga, da ga reši, Bog to sliši in usliši. Poznamo zgodbe iz Svetega pisma, da ko je Jezus Kristus, ki je bil eno z ljubeznijo, obujal mrtve, ozdravljal je gobavce, slepim je vračal vid, gobavce je očistil. Ja, ljubezen dela čudeže. Čudeže in ljubezen ne ubija. Ljubezen daje življenje. In življenje je darilo, ki ga moramo spoštovati, svoje življenje in življenje vseh naših bližnjih. Ko je Bog ustvaril človeka, je človek dobil samo eno zapoved. Ne zapusti drevesa življenja. Ne pojdi v drevo spoznanja dobrega in hudega, ker če boš šel v to drevo in spoznaval dobro in slabo, boš umrl. Ampak ne zato, ker bi ga Bog ubil, ker bo človek sam zapustil Boga. Ker bo človek zapustil povezanost z izvorom življenja. Ker bo zapustil Božjo voljo. Ker bo odšel v sodbo, v drevo spoznanja dobrega in slabega. In če je drevo posekano, ni več s korenino povezano z zemljo, tudi umre. In če človek ni povezan z svojim stvarnikom, z izvorom življenja, z Bogom,
z ljubeznijo, zboli in umre. Vendar tudi, če se nam zgodi, da izgubimo stik z Bogom, to ne pomeni, da nas nekdo, ki nas vidi bolane, boge, ubije, spodbuja k samomoru in k podpisu, da nočemo več trpeti. Ne. Mi smo tukaj, da takim ljudem pokažemo pot iz trpljenja, iz pekla v raj. Kako? Tako, da ga spodbudimo, da se odloči za ljubezen, da odpusti sebi in vsem bližnjim, ki so ga ranili, ki so ga razočarali, ki so ga oškodovali, ki so ga ranili, da svojo dušo reši. Dve smrti obstajata. Ena je z ljubeznijo, v Kristusu se temu reče, druga pa je v trpljenju. Vendar vsak človek, ki trpi, ima možnost, da se pokesa na en način, da sprevidi svoje zmote in zablode, da se odloči, da bo vzljubil svojega neprijatelja, da bo odpustil tistemu, ki ga je oškodoval, udaril, nalagal, prevaral, karkoli že naredil, da bo svoje neprijatelje spremenil v prijatelje, da bo svoje sovražnike vzljubil. In ko je ljubezen v nas, ko jo darujemo, se življenje vrača nazaj in tudi nasmeh. Večkrat sem že povedala, da sem tudi sama veliko pretrpela v življenju. Velikokrat sem krivila druge ljudi, da so drugi krivi za moje trpljenje, za moje zdravstvene težave. Vendar v resnici sem bila jaz tista, ki sem obsojala, ki sem verjela, ki sem nasedla, ki sem verjela zdravnikom, manipulantom, lažnivcem, grešnikom, bi temu rekla. Ja. In prevzela sem odgovornost za svoje misli in za svoje dejanja. In se jaz osebno odločila za darovanje ljubezni. In potem se situacija spremeni. Tako kot se spremeni umazan krožnik, ko na njega zlijete vodo. Pa se očisti. Ko človek sprejme ljubezen v svoje življenje, v svoje srce, v svoje misli, v svoje dejanja, je ljubezen tista, ki spremeni bolečino v radost. Zdravje se povrne, smrt se spremeni v življenje, bolezni v zdravje, ločitve v sprave, revščina v obilje. In življenje postane življenje, ne več trpljenje. Imamo svobodno voljo, da odidemo iz tega življenja, ampak ne tako, da ga ubijemo svoje lastno življenje ali življenje bližnjih. To je nezakonito dejanje. In ta bolečina duše gre z nami. In nekje je ta bolečina. Telo, ki je na en način narejeno iz zemeljskega prahu, se povrne v zemeljski prah. Vendar tisto, kar je oživljalo naše telo, tisto pa ostane. In ni vseeno, ali je to ljubezen ali je to bolečina. In če bolečino ubijemo, je to dvojna bolečina. Jaz se spomnim 2 leti nazaj, situacija je pravzaprav 3 leta že, ko je
babica od moje hčere, zapustila zemeljsko življenje. Živela je v Bohinju, jaz pa v Ljubljani praznovala rojstni dan svojega sina. Nikoli prej, ker nismo imeli stikov, sploh pa ne zadnja leta, nisem razmišljala o njej, vendar tisti dan sem čutila njeno prisotnost. In nekako mi je želela povedati, da naj ji pomagam. Nisem je slišala kot slišala, ampak to je tista misel, ko te nekje objame, ko pomisliš na nekoga, ki je ali v stiski, ali rabi tvojo pomoč. In potem sem zvedela naslednji dan, da je zapustila zemeljsko življenje. Vendar še vedno sem čutila, da me prosi za pomoč in molitev. In bom odkrita. Prosila me je, da naj preprečim upepelitev. Ja, muslimani ne dovolijo upepelitve, niti ne obdukcije. Imajo močen stik z resnico in z življenjem. In ščitijo življenje svojih otrok in svojih žena. In si ne dovolijo, da kdorkoli naredi obdukcijo, še manj pa, da ukrade organe, še manj pa, da upepelijo njihove svojce. Častno in z ljubeznijo se od njih poslovijo. Nažalost, ta mama je prosila hčerko pred odhodom, da želi upepelitev. Vendar zanimivo je to, da se je potem premislila. In jaz sem to na en način zaznala. In bila sem naprošena, da prosim hčerko, da ne želi žare. Seveda sem bila neslišana. In vznemirila sem hčerko, češ, kaj se vtikam, to je bila mamina želja, poslednja želja, da odide iz zemeljskega življenja pač kot pravi pepel. Nisem uspela prepričati hčerke, da bi se odpovedala tej žari in upepelitvi. Vendar pa sem bila celo naprošena, ker sem vedela, ob kateri uri bo upepelitev, da sem odšla na Žale v Ljubljani. Sama sem bila tam, čeprav bi svojci lahko bili tam, pa ni bilo nikogar. Prinesla sem Sveto pismo, imela sem možnost ga oddati na njeno trugo. Imela sem možnost skozi okenček opazovati ta njen odhod v ogenj in molila sem. Iskreno molila, da bi ogenj odšel samo prah, ne njena duša. In menim, da sem bila uslišana. To so bili sveti trenutki. Še danes se spominjam, da sem dobila dovoljenje, da sem se povzpela na eno polico, kjer je bil okenj, in skozi okenj sem opazovala tisto trugo. In ves čas sem bila tam, več kot pol ure je trajala upepelitev in molila. Veliko knjig bi bilo napisanih o resnici življenja, če bi se pisale. Zemlja bi bila premajhna. Marsikaj še ne vemo.
Po kapljicah odkrivamo. Življenje se ne konča z življenjem zemeljskim. Ne. Življenje je življenje. Zato ni vseeno, kako se poslavljamo od svojih svojcev, ki so se odločili, da zaključijo življenje zemeljsko. Imajo svobodno voljo. Bog ne posega v svobodno voljo. Vendar, če nas neka duša prosi, tako kot me je duša babice moje hčere prosila, potem je prav, da naredimo največ, kar lahko naredimo. In ko sem šla na pogreb, sem presenetila očeta svoje hčere. Omenil mi je, kako sem se drznila vznemirjati njegovo sestro s tako nezaslišano zahtevo. Vendar pa nekaj vem in sem to tudi čutila. Duša babice ni bila v ognju. Nekaj je bila tam prisotna in zelo hvaležna, da sem prišla. In to mi veliko pomeni. Jezus je rekel, naj mrtvi pokupujejo mrtve. Za nekatere je smrt konec življenja. Za marsikoga pa je to začetek življenja. Novega življenja. Zato spoštujmo življenje zemeljsko in tudi življenje po življenju. Poglejmo v Sveto pismo Matejev evangelij, 27. poglavje, 52. vrstica. Tam piše, da ko bo Jezus 3 dni v grobu, v Hadesu, in ko ga je Bog obudil 3. dan, in ker je bil v Hadesu, in ker so bile v Hadesu duše, ki so zaspale v veri v vstajenje, ko bo Jezus, Božji sin, prišel na zemljo, da bojo doživele vstajenje od mrtvih. Se je to res zgodilo. Jezus je v Hadesu obudil vse tiste ljudi, ki so verjeli v vstajenje, ko bo Jezus prišel na zemljo. Prišel je iz Božjega kraljestva v zemeljsko kraljestvo, ker je zdravil svoje brate in sestre, celo obujal je mrtve, vendar je mogel fizično umreti, da je lahko obudil tudi tiste, ki so do njegovega prihoda na zemljo živeli in tudi umrli v veri v vstajenje. In takrat je bilo prvo vstajenje mrtvih, ker so se grobovi odprli in ljudje so videli, da so duhovna bitja vstala iz grobov, ljudje so jih videli in ta bitja so odšla v Jeruzalem. Nekateri to slabo prevajajo in resnice ne smemo izkrivljati. Jezus je prišel na zemljo zato, da bi premagal smrt, da bi ljudje živeli, da bi se vrnilo večno življenje v telesu. In to omogoča samo ljubezen, ki jo sprejmemo in jo darujemo naprej. Spoštovanje življenja se začne že na zemeljskem nivoju. Spoštujmo življenje svoje in vseh bližnjih. In jaz verujem, da bo prišel dan, ko bo Bog v nas obnovil vse tisto, kar je bolano, v zdravje, vse, kar je umrljivo, v neumrljivost, kar je trohljivo, v netrohljivost.
in da načrt Boga se bo uresničil v smislu večnega življenja v telesu. Zato je nedopustno, da kdorkoli spodbuja samomore, da kdorkoli pomaga ljudem pri evtanaziji. Pomagajmo tem ljudem, da se odločijo za življenje, za ljubezen, da odpustijo sebi in bližnjim in da dovolijo, da Bog v njih obnovi življenje, radost, mir in zdravje.